Je bilo vprašanje zadevo v zvezi z strategijo v naslednjih 2 tednih, preden bo do volitev prišlo. Zdaj, v tem gibanju je ena izmed pomembnih zadev odnos do vseh teh neumnosti, ki smo jim priča zadnje 2 leti. Cepljenje je vrh ledene gore. Ampak v tem gibanju ni program samo pač cepljenje ali pa proti cepljenje, ampak je še nekaj več. Zato sem tudi jaz danes tukaj po kakšno uro svojega časa namenil za kakšno stvar, da sem malo pomagal podpise zbirati. Zanima me sledeče. To je tema, ki je v teh soočenjih na televiziji, v bistvu sem se zdaj fokusiral, da gledam izključno soočenja izven parlamentarnih strank in gibanj, ker tisto, kar je v Bosnih zvečer na Pop TV pa na TV Slovenija, prostite, to še pornografija. Nivo diskusije je bistveno večji v 5. popoldan. Ampak kljub samo so tabu teme, recimo, jaz mislim, da si Slovenci kot narod zaslužimo, da enkrat slišimo resnico v medijih. Pa ne resnico pod strahom, ampak tisto resnico z velikim višjega pomena. Kdaj bomo mi to čakali, da bomo prišli do soočenja na nekih medijih, kaj se 2 leti lagali, kakšne so bile prevare. In zdaj bom rekel, moje vprašanje je, ali na tistih redkih možnostih, ki nam bodo dane, oziroma vam bodo dane, da boste mogoče nastopali na televiziji, ali pa na radiju, ali pa kakšnem intervju, ki daje. A to zadevo izpostaviti, ali ne, ker če bomo zelo mlačni, imamo občutek, da bo šla ta zadeva tako, malo mimo nas, da nas ne bodo prepoznali. Mislim, 850,000 ljudi je necepljenih v Sloveniji. 600,000 jih ima volilno pravico. Kaj narediti, da se 600,000 ljudi zbudi? Vi ste verjetno tako, ko nagledate televizije 24 ur na dan, pa tudi radio poslušate 24 ur na dan. Mi smo te teme že izpostavljali, že in tudi Gregor je danes povedal na televiziji precej direktno, tudi jaz, ko sem šel na radio z 2-minutno predstavitvijo, sem direktno omenil, da je naš program in 7 točk v skladu z 7 točkami Antona Komata in vse se začne pri samooskrbi in pri samostojnosti oziroma suverenosti države kot v nasprotju agendi iz Davosa in agendi in veliki ponastaviti. Tako da ene stvari se tukaj zelo in jasno tudi škodljivim ukrepom v zvezi s tem, tako da se omenja, moram reči, v največji meri, kot se lahko. Tako da se zavedamo, da je treba te stvari izpostaviti jasno in ne biti medu. In ker drugač volivci ne bojo spoznali, kdo je kje. Zdaj, nismo tukaj na enem leporečju, pa da bomo vsem všeč, ampak zadosti, če smo všeč manjšemu krogu ljudi, da bojo spoznali, kaj je naš resnični namen. Ne gremo na to, da bomo pa tudi mogoče, kdo pa smo mi, če to govorimo. Mi na srečo imamo leto pa pol civilno iniciativo Slovenski zdravniki. Tisti, ki smo do nje pot našli, smo jih slišali. Mogoče tudi so tisti, ki to neposredno interpretiramo. Vsaj ne, dokler nismo na položaju, ko se začne izdel, ko se reče, ok, zdaj pa, kdo, kdaj, kje, kdo je odgovoren, kdo je tej delu, kako bomo to rešili. Popolnoma jasno je, zakaj v medijih ne želijo te teme izpostaviti kot teme soočenj, ker jim je verjetno zelo jasno, kam ne želijo prideti
pa kako težko se bodo o tej temi pogovarjali. Verjamem pa, da je vaša ocena zelo pravilna. Mi šele prehajamo v ključnih 14 dni. Tudi teme, ki so jih do zdaj nekako lansirali, so bile ogrevanje. Mogoče se je s tem tednom to ogrevanje začelo na malo višjih obratih. Istočasno je pa to, da nas načrtno ločujejo, v končni fazi tudi neke vrste strah. Ne? To ni samo obramba, to je tudi strah. Tako da verjamem, da veliko ljudi dela tako, kot vi, da tisto ob 20-ih jih ne zanima, pa da dejansko spremlja ta del prej, pa da tukaj mogoče kaj sliš pa vid. Tako da nekaj priložnosti je še pred nami, od nas pa tudi veste, da smo od začetka govorili teren, ne? In tam lahko več, realno več obišče na medijih. In 8 ključnih dogodkov po en v vsaki volilni enoti nas čaka zdaj v naslednjih 14 dnevih. Na teh soočenjih se bomo pa zagotovo še potrudili, da bomo še simpatično glasni.